Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ena izmed najlepših pravljic slovitega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena je zagotovo pravljica z naslovom Palčica. Izjemno majhna deklica se je na poti do sreče srečala s številnimi preprekami. Le kako se je končala ta pravljica? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo ter prisluhnemo pravljici z naslovom Palčica. Nekoč je živela žena, ki si je nadvse želela otroka. Toda leta so minevala, ona pa nikakor ni mogla postati mati. Zato je nazadnje odšla k stari čarovnici in ji rekla: tako si želim imeti hčerkico. Mi lahko poveš, kako naj jo dobim? Seveda, je odgovorila čarovnica. Vzami to ječmenovo zrno. Toda vedi, da to ni navadno zrno, kakršno raste po poljih. Posadi ga v cvetlični lonček in videla boš, kaj se bo zgodilo. Žena je dala čarovnici za nagrado 12 krajcarjev ter vsa vesela in srečna odšla domov, da posadi zrno. Ko je prišla domov, je naredila vse tako, kot je naročila čarovnica. Ječmenovo zrno je posadila v cvetlični lonček in takoj je seme vzklilo. Iz njega pa je zrasla velika in nenavadna cvetlica, podobna tulipanu. Žena jo je vsa prevzeta gledala in se čudila njeni lepoti. Kako ljubka cvetlica, je rekla, se sklonila in jo poljubila. V tistem trenutku je v cvetnem popku nekaj počilo in cvetni listi so se čudežno razprli. Žena ni mogla verjeti svojim očem. Pred njo je bilo uresničenje njenih sanj. Cvetlica je bila res tulipan, v njegovi kronici pa je na zelenem stolčku sedela deklica. Čisto majcena je bila, nič večja od pavca, zato je žena dala ime Palčica. To je bila hčerka, ki se jo vsa ta leta tako želela. Žena je bila presrečna, čeprav je bila Palčica najmanjše dete na svetu. Ljubkovala jo je, jo ujčkala, skrbela zanjo in uživala v vsakem trenutku, ki ga je preživela z njo. Ponoči je Palčica spala v zibelki iz orehove lupine, na žimnici iz sinjih vijolic in odeta z listom vrtnice. Podnevi pa se je igrala kot vsi otroci. Toda Palčica je bila zelo majhna in mati se je morala domisliti, kako na svoji deklici naredi prostor za igro. Zato je na mizo postavila krožnik z vodo, okrog njega pa je potresla raznobarvno cvetje. To je bilo za Palčico pravcato jezero. Plula je po krožniku na tulipanovem listu, ki je bil kot čoln. 2 konjski dlaki pa sta ji služili kot vesla. Cele dneve je preživljala v tem nenavadnem čolničku in jadrala z enega konca krožnika na drugega, kot da sta ob obali čarobnega jezera. Palčica je bila zares srečna in je po cele dneve prepevala s tako lepim, nežnim in čarobnim glasom, kakršnega dotlej ni slišal še nihče. Toda neke noči, ko je Palčica spala v svoji zibelki, je skozi okno prišla ogromna krastača, vsa sluzasta in grda. Skočila je na mizo in pogledala v orehovo lupino, v kateri je spala deklica, pokrita z rožnim listom. To bo lepa žena mojemu sinu, je navdušeno vzkliknila žaba, takoj ko je zagledala Palčico. Potem je pograbila zibelko iz orehove lupine in skočila skozi okno na vrt. Sredi vrta je tekla rečica, na njenem blatnem in močvirnatem bregu pa je živela žaba s sinom, ki je bil grd
kot njegova mati. Kvak, 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 je zakvakcal žabec, takoj ko je zagledal palčico. Tiho, zbudil jo boš in ušla nama bo, ga je uštela stara žaba. Lahka je kot labodji puh, zato jo bova odnesla na sredo rečice in jo odložila na širok lokvanjev list. Ker je tako majhna, bo to zanjo kot pravi otok. Z njega ne bo mogla uiti, jaz pa jo bom med tem v barju pripravila udobno gnezdo, kjer se bosta namestila po poroki. V rečici je raslo veliko lokvanjev in njihovi široki listi so plavali na gladini, največji je bil najdlje od brega. Žaba je zaplavala do njega in dodržila nanj orehovo lupino. Palčica je ves ta čas mirno spala in niti slutila ni, kaj se dogaja. Ko se je mala deklica zbudila, ni mogla verjeti svojim očem. Njena posteljica je stala na listu lokvanja, sredi reke, da je komaj videla do brega v daljavi. Njena hiša in mati sta izginili brez sledu in uboga deklica je zajokala od strahu. Kmalu sta se pred njo pojavila grda žaba in njen prav tako grozni sin. Ko je palčica spala, je žaba iz rumenih lokvanjev in trsk naredila hišo za svojega sina in njegovo bodočo nevesto. Zdaj sta hotela posteljico iz orehove lupine prenesti v poročno izbo. Krastača se je poklonila objokani palčici in rekla: To je moj sin, tvoj bodoči mož. Z njim bo živela pri nas v barju. Kvak, 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 se je oglasil tudi mladi žabec, ki ni znal povedati ničesar drugega. Palčica ni mogla spregovoriti niti besede. Mislila je, da se ji vse to samo sanja in zgroženo gledala, kako sta vzela njeno posteljico in zaplavala proti bregu. Palčica tako ostala sama na listu lokvanja. Šele tedaj je prav dojela, kaj je povedala žaba in je še bolj zajokala. Ni želela ostati pri tej grdavši in se poročiti z njenim ostudnim sinom. Vse to pa so slišale ribice, ki so plavale v reki. Pogledale so iz vode, da bi si ogledale bodočo nevesto. In ko so videli, kako lepa in žalostna je, jim je postalo hudo, da se bo morala tako zala deklica poročiti žabcem in živeti med krastačami. Odločile so se, da bodo to preprečile in so poklicale še druge ribe na pomoč. Skupaj so pregrizle pecelj, s katerim se je lokvan držal rastline, tako da je ta kot čolniček zdrsel po reki navzdol. Rečni tok, ki je nosil nenavadni čoln s še bolj nenavadno potnico, je bil zelo močan in palčica je hitro plula. Žaba je zdaj nikakor ni več mogla dobiti in je bila zelo jezna, ker se je načrt o sinovi ženitvi izjalovil. Palčica je jadrala vse dlje in dlje. Z bregov so jo opazovale ptice, ki so bile tako očarane nad njo, da so izpesnile pesem, in od nekod je preletel tudi čudovit bel metuljček. Palčica mu je bila zelo všeč in se kar ni odmaknil od nje. In čez čas se je palčica nečesa domislila. Odpela si je pas, en konec ovila okrog metuljčka, drugega pa privezala na list lokvanja in njen čolniček je zaplul še hitreje. Toda palčica ni dolgo uživala v plovbi in veselju, da je ubežala žabi. Nenadoma je namreč mimo priletel velik majski hrošč, ki mu je bila palčica že na prvi pogled močno všeč. Zgrabil jo je okrog pasu in jo odnesel na drevo. Kako se je uboga majhna deklica prestrašila, srce ji je divje razbijalo, ko je s to grozno žuželko letela vse višje. Lokvanjev list, na katerega je bil metulj še vedno privezan, pa je jadral naprej. Palčico je pekla vest, saj ga je ona privezala nanj. Če se ne bo mogel rešiti pasu, s katerim je privezan lokvan, bo poginil od lakata in samo jaz bom kriva za to, je pomislila žalostna in prestrašena deklica. Palčica je neutolažljivo jokala, majski hrošč pa se ni prav nič zmenil za to. Posadil jo je na visoko drevo, jo nahranil sladko cvetlično medičino in ji rekel, da mu je zelo všeč, čeprav ni niti malo podobna hrošču. Čez čas so prišli v goste še drugi majski hrošči, ki so živeli na tistem drevesu, in njihove žene so z zanimanjem opazovale palčico.
Samo 2 nog ima, so govorile. In te palk sploh nima, so rekle druge. Pa tako suha je, so se čudile tretje, na koncu pa so vse skupaj sklenile, kako je grda. Tedaj se je tudi majski hrošč, ki je ugrabil palčico, strinjal in spoznal, da deklica pravzaprav sploh ne potrebuje, če je tako grda, kot pravijo. Zato jo odnesel na tla in jo pustil popolnoma samo na cvetu kamilice. Palčica je sedela na cvetu in jokala. Zelo jo je prizadelo, ker so jo majski hrošči nagnali in mislila le, da je res grda, čeprav je bila v resnici prava krasotica. Vse poletje je preživela povsem sama v gozdu. Iz travnih bilk si je spletla posteljico in je obesila pod velik repuhov list, da jo je varoval pred dežjem, jedla je sladko medičino in pila roso, ki se je nabirala na listih. Tako sta minila poletje in jesen in bližala se je zima. Narava je spremenila svojo podobo. Ptice so odletele v toplejše kraje, cvetje je ovenelo, velik repuhov list, pod katerim je živela, pa se je čisto posušil. Prišla je dolga in mrzla zima. Palčica pa je bila sama in nemočna. Začelo je snežiti in palčica je drgetala od mraza. Oblekica se je raztrgala, toplih oblačil ni imela, da bi se zavila vanje, in vsaka snežinka je bila zanjo veliko, kakor za palec, kot snežni plaz. Našla je uvel list in se zavila vanj, toda še naprej jo je treslo od mraza. Sklenila je, da bo zapustila gozd in si poiskala toplo zavetje. Toda palčica ni vedela, da je za gozdom veliko žitno polje, na katerem je po žetvi ostalo samo strnišče. Tam je bilo še bolj mrzlo kot v gozdu in uboga deklica je bila že vsa modra od mraza. Komaj je še hodila, zobje so ji šklepetali, spotikala se je ob ostanke žitnih bilk, toda nazaj ni več mogla. Čez nekaj časa je vsa prezebla in lačna prispela do luknje, v kateri je živela poljska miška. Kakor beračica je potrkala na vrata in ko je miška odprla, jo je palčica prosila za kakšno ječmenovo zrno, ker že 2 dni ni pojedla ničesar. Ja, uboga revica, je sočutno rekla dobrosrčna stara miška. Pridi noter, da se pogreješ, ti dam kaj za podzob. Palčica se je tresla kot šiba na vodi, ko je pred seboj zagledala prostorno, udobno in toplo izbo, v kateri je živela miška. Ko se je palčica pogrela in nasitila, ji je miška rekla: Ostani pri meni čez zimo. Jaz nama bom pripravljala hrano, ti pa mi boš pomagala pospravljati hiško in pripovedovala zgodbe, ker jih zelo rada poslušam. Palčica je bila zelo zadovoljna. Pripovedovala je miški zgodbe in živela v njenem toplem domu. Toda nekega dne ji je miška povedala, da v gosteh prihaja sosed Krt, premožen, učen gospod, s katerim se mora palčica poročiti. Palčica je bila obupana. Čeprav je bil gospod bogat in ugleden in je imel veliko hišo, v kateri bi bila na varnem, se ni hotela poročiti z njim, ker je bil Krt. Kmalu se je sosed res oglasil v miškinem domu. Bil je oglajen, važen, v prelepem žametnem kožuhu in palčica je morala ubogati miško, ki je naročila, naj mu poje pesmi, ker je bil sosed slep in je ni mogel videti. Gospod Krt je bil očaran nad palčinim lepim glasom in se je takoj zaljubil vanjo, čeprav ji tega seveda ni povedal. Čez nekaj časa je skopal dolg rov od svoje hiše do miškine luknje in jo povabil na sprehod. Sosed Krt ni prenesel ne sonca, ne cvetja. Odlično pa se je znašel v temnih hodnikih, toda vedel je, da bo za sprehod z damama potreboval luč. Vzel je kos trhlega lesa, ki ga je prižgal kot baklo in kot pravi gospod hodil spredaj, da je svojima spremljevalkama osvetljeval pot. Rov je bil dolg in širok in nenavadni popotniki so se počasi pomikali naprej, toda nekje na pol poti se je gospod Krt nenadoma ustavil in rekel: Tukaj leži nekakšen ptič, ampak ne bojta se, ker je mrtev.
Miška in Palčica sta začudeno opazovali svojega spremljevalca, ki je s koničastim smrčkom izvrtal luknje na stropu. Sončni žarek je posijal v temni rov in Palčica je na tleh zagledala negibno telo nemočne ptice. Bila je lastovka, ki je gotovo poginila pred kratkim, na začetku mrzle zime, ker je padla v krtino. Krila je imela tesno stisnjena k telesu, noge in glavo pa je skrivala pod perjem. Uboga lastovka, je pomislila Palčica, gotovo je umrla od mraza. Palčici je bilo zelo žal za lastovko, ker je imela za razliko od krta zelo rada ptice. Vse poletje so jo razvajale in bodrile s svojim petjem. Gospod Krt je dregnil lastovko z leseno palico in brezčutno rekel: Ta ptič ne bo več pel. Že ne bi hotel se roditi kot ptič. Po cele dneve samo čivkajo in če ne odletijo v tople kraje, ko pride zima, poginejo od mraza in lakote. Miška se je strinjala s Krtom, Palčica pa je ostala tiho. Toda ko sta Krt in Miška ptički obrnila hrbet, se je Palčica sklonila, lastovki je razmaknila perje na glavi in jo poljubila med oči. Mogoče je to prav tista lastovka, je pomislila Palčica, ki mi je poleti tako lepo prepevala. Koliko sreče si mi s tem prinesla, draga ptička, je govorila sama pri sebi. Ni minilo dolgo in gospod Krt je zadelal luknje na stropu, ter sopotnici pospremil domov. Tisto noč Palčica ni mogla zatisniti očesa, ker je kar naprej mislila na ubogo ptico. Vstala je iz postelje, iz sena je spletla veliko pregrinjalo in odšla k lastovki. Pokrila jo je s pregrinjalom iz mehkega mahu, ki ga je prinesla iz mišje luknje, pa ji je naredila udobno posteljo. Z Bogom, mila lastovka, hvala ti za prečudovite pesmi, ki si mi jih prepevala, je nežno rekla. Potem je sklonila glavo ptici na prsti in nenadoma trznila od strahu. V lastovkinih prsih je nekaj bilo. Palčica ni mogla verjeti svojim ušesom. V ubogi živalci je še utripalo srce. Ptička ni bila mrtva, samo otrpnila je od mraza. Palčico je bilo malo strah, ker je bila ptica kot velikan v primerjavi z njo, toda bila je tudi zelo srečna. Še tesneje je zavila pregrinjalo okrog uboge ptice in ko je naslednjo noč spet skrivoma prišla do lastovke, je ta že lahko govorila. Palčica je vso zimo negovala lastovko, pitala jo je z ječmenom, prinašala je vodo, dokler se ni ptica ukrepila in je zunaj mraz popustil. Ne Krtu, ne Miški, ni Palčica ničesar povedala, ker nista marala ptic. Lastovka je bila svoji dobrotnici silno hvaležna, toda prišla je pomlad in čas, da se poslovita. Palčica je predrla luknjo v stropu, kot je to že enkrat prej naredil gospod Krt, in izhod iz krtine je bil prost. Ko sta se poslavljali, je lastovka Palčico vprašala, ali bi želela oditi z njo. Samo na hrbet naj se ji usede in odnesla jo bo, kamor želi, je ponudila. Toda Palčica ni hotela razžalostiti poljske miške z nenadnim odhodom, zato je prijazni ptici rekla, da ne more oditi z njo. Lastovka je razprla krila, prhnila je skozi luknjo in poletela proti svobodi in neskončnemu modremu nebu. Palčica je dolgo gledala za njo in ji mahala, dokler ni ptica izginila nad gozdom, njej pa so po licih tekle debele solze. Palčica je ostala pri Miški, toda njeno življenje ni bilo več kot prej. Čeprav je bilo zunaj sončno in toplo, ji Miška ni dovolila zapustiti luknje, ki je bila zdaj obdana z žitnim klasjem, kakor z neprehodnim gozdom. Potem pa je nekega dne prišel gospod Krt in Palčico zaprosil za roko. Omožila se boš z gospodom Krtom, je dejala Miška, in pripraviti si moraš balo za poroko. Uboga Palčica je morala cele dneve presti, Miška pa je zaposlila 4 pajke, ki so dan in noč tkali. Gospod Krt je prihajal vsak večer in pripovedoval o svadbi, ki jo bo priredil, takoj ko poletje mine. Palčica je bila obupana in je kar naprej jokala, ker se ni hotela poročiti s Krtom.
Vsako jutro in večer je odšla do vrat mišje luknje in medtem, ko je veter razmikal klasje, je hrepeneče opazovala košček modrega neba in razmišljala, kako lepo je na svobodi, kjer je zdaj njena draga lastovka. Toda v ptici ni bilo ne duha, ne sluha. Prišla je jesen. Palčičina bala je bila pripravljena in miška je rekla: čez 4 tedne bo svadba, poročila se boš z gospodom Krtom. Palčica je bruhnila v jok, ni mogla več zdržati in je miški prvič rekla, da se noče poročiti. Neumnost, ne bodi notrmasta, se je ujezila miška, sicer te bom ugriznila s svojim belim zobom. Kaj pa je narobe, če se poroči z gospodom Krtom? Takšen kožuh imajo samo kraljice in hiša ima polno vsega. Bodi srečna, da te želi vzeti za ženo. Palčica ni imela izbire. Morala se bo preseliti v Krtino in postati gospa Krtova. Toda najtežje je bilo, ko je pomislila, da nikoli več ne bo videla sonca, ker ji Krt ne bo pustil hoditi na plano. Bila je neutolažljiva. Na dan poroke je še zadnjič odšla na svetlo, da poslednjič pogleda sonce, potem pa se zavedno poslovi od njega. Žito je bilo spet požeto kot takrat, ko je prišla k miški in iz tal je štrlelo le še suho strnišče. Palčica je stopila iz mišje luknje, usmerila pogled k soncu, razširila roke, kot da bi ga hotela objeti in rekla: z Bogom, moje ljubo sončece. Potem je nedaleč od sebe zagledala majhno rdečo cvetko. Stopila je do nje, jo objela in žalostno dahnila: Cvetka, pozdravi mojo malo lastovko, če jo boš videla. Komaj pa je to izrekla, je zaslišala čivkanje in dvignila pogled. Ob tem, kar je videla, je ostala brez besed. Njena draga lastovka je krožila nad njo. Tudi lastovka je bila srečna, ko je zagledala svojo drago deklico. Palčica ji je v solzah povedala, da jo želijo proti njeni volji poročiti z groznim gospodom Krtom, ki živi globoko pod zemljo, kamor sonce nikoli ne posije. Kmalu bo zima, ji je tedaj rekla lastovka. V toplejše kraje moram. Pridi z menoj, draga moja deklica. Življenje si mi rešila. Splezaj mi na hrbet, trdno se priveži s pasom in odšli bova daleč stran od Krta. Odleteli bova čez sinje morje, tja, kjer je vedno poletje in kjer sonce najmočneje sije. Palčica si je obrisala solze, povzpela se je na hrbet drage ptice in se privezala s pasom. Potem je lastovka kot blisk švignila visoko v zrak ter letela čez mračne gozdove, sinje morje in visoke zasnežene gore. Zavita v topel puh svoje rešiteljice, je palčica opazovala nenavadne pokrajine in se čudila njihovi lepoti. Po dolgem potovanju sta deklica in ptica nazadnje prispeli v toplejše kraje. Sonce je sijalo močneje, nebo je bilo višje, vsa dežela pa je bila ovita v zelenje. Naokoli so rasli limonovci in pomarančevci, povsod se je širil opojen vonj mete, otroci pa so tekali po stezah in lovili metulje. Lastovka je letela naprej in naprej, vse do obale nenavadno modrega jezera, obdanega z bujnim drevjem, kjer se je dvigalo obzidje starega gradu iz belega marmorja. Stebre je prekrivala vinska trta, povsem na vrhu gradu pod streho pa je bila množica lastovičjih gnezd. Eno od njih je pripadalo palčičini lastovki. Prispeli sva na moj dom, je rekla lastovka svoji prijateljici. Spodaj so čudovite cvetlice, izberi si eno, v kateri boš živela. Palčica je bila tako očarana nad prizorom, da je kar zaploskala. Lastovka je spustila na velik bel cvet, tedaj pa je palčica zagledala nekaj zelo nenavadnega. Na cvetu je sedel možiček, tako bel in prosujen, kot da bi bil iz stekla. Na hrbtu so mu trepetala tanka krila, na glavi pa mu je sedela zlata kronica. To je bil kralj vilincev. Kralj je bil tako majhen kot palčica in sprva se je ustrašil ogromne lastovke.
Toda ko je pred seboj zagledal palčico, je bil ves očaran. Še nikoli ni videl tako lepe deklice. In tudi palčici je bil vilinec všeč. Kako je lep, je šepnila lastovki, takoj ko ga je zagledala. Kralj je prišel do palčice, se ji globoko poklonil, potem pa si je na njeno veliko presenečenje snel krono in jo položil na njeno glavo. Nato je vprašal, kako je ime. Palčica, je odgovorila deklica. Draga palčica, je rekel vilinec, želiš postati moja žena in kraljica teh cvetlic? Palčica je bila presenečena. Kralj vilincev je bil nekaj povsem drugega od groznega krastačinega sina in gospoda Krta, ki ni maral ne sonca, ne cvetja. Gotovo bo dober mož, je pomislila palčica in privolila, da postane njegova žena. Takoj, ko je palčica rekla da, so iz cvetov povsod naokoli prileteli vilinci, tako lepi, da jih je bilo veselje gledati. Vsak od njih je imel darilo za palčico, njihovo bodočo kraljico. Darovi so bili res prečudoviti, toda eden je bil še prav poseben. To je bil par kril, podobnih tistim, ki jih je imel kralj. Vilinci so jih pritrdili palčici na ramena, da tudi ona lahko letala od cveta do cveta. Palčica je bila presrečna. Zdaj je lahko po mili volji uživala v cvetju in sončnih žarkih. To si je od nekdaj najbolj želela. Vsi so se radostili, se veselili in njihovi sreči ni bilo konca. Lastovka je sedela visoko v svojem gnezdu. Gledala je, kako vilinski kralj in njena draga palčica letata s cveta na cvet in ves čas jima je prepevala najlepše pesmi, kar jih je poznala. Vedela je, da se bo morala kmalu ločiti od drage deklice, ki je rešila življenje, in to jo je žalostilo, toda po drugi strani jo je veselilo, da je palčica naposled srečna. Dnevi so minevali in ko je v hladnejše kraje končno prišla pomlad, je bila lastovka pripravljena na vrnitev v svojo domovino Dansko. Z Bogom, se je poslovila od vilinskega kralja in palčice, potem pa je poletela pod nebo in proti svoji deželi. Poleg marmornega gradu pa je imela lastovka gnezdo tudi v svoji domovini, in to ravno pod oknom nekega moža, ki je znal čudovito pripovedovati pravljice. Ko se je lastovka oglasila pri njem, mu je izčivkala zgode in zgode majcene deklice, ki je tako prirasla k srcu, ker je tisto mrzlo zimo rešila življenje. Vse mu je podrobno povedala in tako smo od njega izvedeli zgodbo o palčici, mali deklici, ki je imela veliko srce. Palčica, kako drobna, a izjemno srčno dekletce, ki je svojo dobroto, ljubeznijo in vztrajnostjo prišla do svojega princa, ki ga je ves čas iskala, čeprav tega niti vedela ni. A vendar so jo vse odločitve pripeljale ravno do njega, ter do njune skupne sreče. Res prijetna pravljica. Otroci, ne pozabite pobrskati še med ostalimi Andersenovimi pravljicami, ki vas čakajo v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!